V tem času, ko se pridelki pridelajo, moramo razmišljati o tem, kako jih bomo prodali. Nenazadnje lahko razmišljamo tudi o tem, kako se bomo samo oskrbeli. In prav zaradi tega je znotraj tega našega slovenskega, dolenjskega kmetijskega prostora veliko razmišljanj o tem. Gre za to, da poskrbimo sami zase, za svojo družino in nenazadnje, da poskrbimo tudi za okolje in v globalnem smislu, ja, tudi kam drugam bi lahko šli. In prav zaradi tega razmišljajo nekateri o tem globalno, bomo temu lahko rekli, pa vendar se obračajo nazaj k sebi. Najprej poskrbijo pri sebi za zabavo, potem to ponudijo drugim in nenazadnje na tak način se prodajajo kmetijski pridelki. In v prvem delu smo pogledali, kako na kakšen način razmišljajo o takšnem trženju pri nas v Gadovi peči. Pripravili so prireditev in potem v nadaljevanju bomo pogledali še na Ribniško, Hrvačo, kjer so pripravili praznik fižola. Ja, ko sem bil povabljen v Gadovo peč, sem pravzaprav razmišljal o tem, da je intenzivnost samih prireditev znotraj Gadove peči velika, ampak ko človek preveri pri prijateljih, koliko za vse to skupaj vedo, ja, takrat pa se pravzaprav zaveš, da je potrebno takšne prireditve, ki dobijo status dolgoročnosti, pravzaprav tradicionalnosti, če temu tako rečemo, ja, takrat pa je potrebno početi to dolgo vrsto let, da se pravzaprav prime takšna prireditev in da zagotovi veliko število ljudi. Tudi tu v Gadovi peči, v tem njihovem medmejnem sodelovanju, tako kot so z laškimi hrami včasih živijo tudi danes to življenje. In no ja, vino je tako dobro, da mu ni potrebno dodajati nič in vedno vzdihnemo tisti, ki imamo cviček radi, potem Gadovo pečano. No, vse ostalo pa potrebno bo še marsikaj postoriti, urediti poti, urediti dostope, urediti komunalno celoten kraj in o tem veliko razmišljajo. O tem smo že govorili. Sam pa vem, da so tudi ribe iz tistega potoka, Gadovo-peškega, iz tistega jarka, tiste najboljše, ki sem jih jedel kdorkoli v življenju. In prav zaradi tega se mi je zdelo pravzaprav veličastno, bi lahko rekel vse skupaj, ko sem prišel tako poleti in pravzaprav doživel krasno prireditev, ki v svojih vsebinah skriva etnološko in kulinarično ponudbo tega kraja in kjer na nek način predstavijo tudi sebe na povsem drugačen način, kot je to gasilska veselica. No in poslušamo gospoda Urbanča. Torej, mi imamo že vrsto let dogodek pod imenom praznik vina, kruha in dobre volje. Danes smo v ta praznik prinesli neko novo vsebino, namreč hočemo tudi iskati neko zgodovino, neko tradicijo in danes smo iskali jedi, ki so se tradicionalno kuhale ob prilikah, ko so vinogradniki delali določena opravila v vinogradu. In ker je prvo opravilo v vinogradu na nek način kopanje, smo letos kot prvič pričeli s kopanjem. Drugo leto gremo za rezatvijo, koljatvijo in tako naprej. No, ta vsebinski del je tisti, ki ga je potrebno na nek način spraviti na papir in temu rečemo projekt. Grdo se sliši, pa vendar ni to povsem nič drugega, kot potrebno je zaznati v prostoru tiste vrednosti, ki so veličina. Naj si bo, da gre za stavbno dediščino ali pa prehransko dediščino. In tu znotraj velikokrat vzdihnem, ko slišim izvirne pripovedi posameznikov, potem pa ugotovim, da je to jed, ki jo je kuhala moja stara mama, povsem taka, pa vendarno z drugim imenom. In takrat, ko se pripravljajo takšni projekti, takrat, ko se ta vsebina obelodanja, bomo temu lahko rekli, pristopijo zraven lahko etnologi, ki znajo pobrskati po zakladnici vsega, kar je
izvirno v tem okolju, ali pa tako, kot so pripravili v Gadovi peči in poskušali bodo zaščititi to izvirno, edinstveno dediščino laških hramov in to na najbolj izviren način. Povabili so strokovnjake iz fakultete, ki so vse skupaj narisali, vse skupaj izmerili, vse skupaj pravzaprav postavili na papir in sedaj bodo tudi določili, katera smer, kateri posegi v to stavbno dediščino bodo dovoljeni, da to ostane še vedno, kot se temu reče, kulturna stavbna dediščina. In nenazadnje, lotili se bodo tudi izvirno vseh teh svojih zapisov okoli prehranskih navad, etnologije. No, če ni mogoče že to, vse tako dobro vem, gospa Makarovičeva zapisala, pa vendar, ja, poglejte, imate v svoji vsebini, v tej svoji želji pokazati se, željo tudi projektno pokazati vse skupaj. Ja, ob tem je sedaj letos druga arhitekturna delavnica študentov Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane pod mentorstvom gospe profesorice doktorice Žive Dev, ki so raziskovali to našo kulturno dediščino, vlaške hrame, slovenske hrame, prenavljali in tudi urejali tipologijo. Skratka, na tej delavnici so pripravili nekaj tipov hramov, zidanic in drugih objektov, katere bi priporočali na teh območjih, kjer bi upoštevali kulturno dediščino, nove stvari, skratka, da pomagamo ljudem, da se lažje odločijo in da ne zaviramo, bom rekel, nekega razvoja na nek način. Ja, glede na izročilo in pa na to, kar poznam, bi lahko rekel, da se je to izročilo ohranilo tam, kjer so bili ljudje zainteresirani za ohranjanje te tradicije. Včasih v zgodovini je bilo to najpomembnejše, saj se je, lahko rečemo, vsa umnost življenja na nek način ohranjala s pripovedjo in po spominu. Celo zapisati je bilo to bogokletno, da ne bi komu izdali svoje lastne skrivnosti o svojem življenju. In seveda tu znotraj vsega tega iskati sedaj na način, na nov način, bomo temu rekli, je potrebno to postoriti na veliko težji način, kot pa včasih, in tu predvsem govorim to tistim, ki imajo še te stare mame, te stare očete, ki to znajo predstaviti, ki vedo, kako, na kakšen način se je vse to dogajalo, ki imajo stare godce, ki znajo še zabrenkati ali potegniti meh na tisti stari način, da je to tisto bogastvo, po katerem se danes v svetu sprašuje. Lahko rečem, da bodo k nam turisti na takšne prireditve, kot je ta tu v Gadovi peči, prihajali samo, če bomo izvirni. Namreč, če bomo igrali, kot se temu reče, rock glasbo, nas ne bo nihče zaznal. Rock glasbo tam v Londonu, tam v Parizu, tam v Münchnu igrajo veliko lepše in boljši godci kot pri nas. Če bomo pa zaigrali, in to se išče na ta izvirni način, prikazali vse skupaj na izvirni način, ohranili to vse skupaj, bomo rekli tudi mogoče na čim manj prisiljen način, ampak izvirno iz ljudi, no, to pa je tisto, kar zanima predvsem gledalce ali pa tiste, ki bi jim lahko rekli, da so turisti v tem smislu ogleda takšnih prireditev. Veste, in ne boste jih prevarali s kakšnimi ploščicami. Star izviren kmečki hram, po možnosti pokrit slamnato streho. To se danes plačuje s suhim zlatom. Ni veliko tistih in tudi ni potreben velik prostor, ker takšen izviren prostor v miru, kot je tu v tej Gadovi peči, je pravzaprav
neizmerno bogatstvo, ki se da prodati. O tem mogoče kdaj drugič. Mi sami pa smo pogledali in tu se lotevajo v Gadovi peči vse skupaj pravilno, društvo preko društvene dejavnosti, prijatelji se zberejo skupaj, opremljajo se in starejši prenašajo na mlajše. No in te prireditve, danes mogoče malo okorne, postajajo vse bolj zanimive in mislim, da bodo z leti pridobile še veliko več. No in v letošnjem letu so bile pripravljene jedi, ki jih boste seveda videli. Sam pa sem povprašal Komatarjevo najmlajšo, pa jo boste, mislim, da spoznali, saj veste, katera je in kaj je že nekoč počela, ampak danes je svojo mamico pripravljala stojnico, na kateri so pripravile jedi. No in poslušajmo, kaj so pripravile. Na naši stojnici smo z mamo Jožico pripravile ječmenovo kašo z svinjsko glavo, z svinjskim repom in kračo. In zakaj je bilo to pripravljeno? S kakšnim namenom ste to danes tukaj postorile? Postorile smo to zato, ker je bil to namen malica za kopače. Za kopače so v tistih časih pripravljali ješprenovo juho, torej tole kašo. Noter je moral biti rumen krompir, torej ta svinjski krompir, in zelo mastna je bila. Zraven so se seveda kuhale še vse te svinjske mesnine noter, ki so bile prej prekajene. Pripravili smo pa tudi kruh, to je bil bel kruh, potem ajdov potanc. Pravijo so potanc zato, ker so ga gospodinje potancale, in pripravili smo še pijačo. No, tu bi vas spomnil samo na to, da smo že velikokrat povedali, recimo ob suhomesnatih izdelkih, da so bili kosi iz prašiča narejeni in pripravljeni za točno določeno delo. Za kopanje je bil eden kos, za vez v vinogradu drugi, spet takrat, ko smo imeli trgatev tretji. Skratka, vse to je bilo pripravljeno po točno določenih izhodiščih, saj je shranek moral preživeti čim dlje. Torej, ko smo prašiča v novembru zaklali, se je moral potem nekaj časa posušen shranjevati tudi zaradi najtežjih del, recimo, ki so bila v vinogradu. No in vse to, kar ste povedala, je nekaj, lahko bi bilo pa še kaj drugega. Ja, tudi so bile še druge jedi, ko so jih jedli, ampak ker nas je več stojnic, smo se nekako potem dogovorili, kdo bo kaj pripravljal. No, moral bom reči, od ljubezni se zboli, kvečemu rekel, zaslužiti, živeti, od tega se ne da. In prav zaradi tega je izjemno važno, da znamo to tudi prodati, da znamo to tudi ponuditi, recimo gostom. No in verjetno vi, ki ste mlajša in boste morala še nekaj časa skrbeti zase in za svojo družino, najbrž da, ki bo prišla ali pa jo že imate. Torej, je to možno? Jaz mislim, da bi se dalo, ker v društvu tu nas je veliko dejavnih vinogradnikov in z veseljem pripravljamo ljudi, ki pridejo. In danes smo videli, da je veliko zanimanja za te vinogradniške malice in vsi sprašujejo, kaj so jedli, kako so zraven pili. In ker imamo to originalno posodo še iz tistih starih časov, je tudi zanimivo jesti stare žlice, iz stare šefle popiti in popiti na koncu kozarec dobrega cvička. No, ko tako razmišljamo o tej prireditvi, zaznavam v prostoru kar veliko tistih, ki razmišljajo o tem na tak način. Torej, zabava v domačem kraju dobiva to svojo vrednost in potrebno je pripraviti drugače, sem rekel, kot gasilsko veselico. No ja, gasilcem gremo vsi. Tam je potrebno biti. Tu v teh drugačnih okrožjih pa je potrebno razmišljati o tem, da bomo tisto, kar smo pripravili, znali tudi ponuditi, znali tudi prodati. In ker razmišlja v Gadovi peči o turistični poti, ker so že v delu ponudba v hramčkih, v starih hramčkih ali pa ponudba v laških hramih, je to tisto, kar je največje. Seveda pa mora človek, turist, začutiti to destinacijo, ta način razmišljanja o tej turistični ponudbi in seveda to je
pravzaprav pravo izhodišče, ko se društvo organizira in skupaj v medsosedski pomoči pravzaprav pripelje neko takšno prireditev do vrhunca. Ne bom rekel, da je to konec, to so seveda šele začetki in vse, kar je danes še na razpolago, naj si bo staro lončevje, naj si bodo stari leseni hrami, naj si bo stara kmečka oprava, znamo pokrivati še slamnato streho. Vse to so tiste dobrote, ki jih jutri ne bo več, ker ko bo to zgnilo, ko bo to propadlo, no, takrat bomo šele videli, kako velika vrednost je to bila. Ne bom rekel, da je to lahko masovni turizem, velik turizem, pa vendar eno takšno pogorje, kot je ta naša Gadova Peč, z vsem svojim izročilom, z vso svojo lepoto, z vsemi težavami, ki botrujejo v tem življenjskem slogu tega vinogradnika tam v Gadovi peči. Vse to je tisto, po čemer bo zagotovo tisti, ki je slučajni prišlek ali pa tisti, ki se bo namenoma obrnil k tem v ta kraj, bo pravzaprav zadovoljen in vesel. In če bomo k temu pristopili na strokoven način, zagotovo ne bomo naredili napak, ki so jih mnogi. Danes sem vesel, da se v nekaterih drugih vinogorjih to uporablja stavbna dediščina za nastanitve in da mlade družine tam začenjajo svoje življenje. Tudi to je bogatstvo. Ampak, ko govorimo o tem našem slovenskem etnološkem kulturnem bogatstvu, nobeno tuje izročilo, nobene tuje predstave ne bodo tako dobrodošle v takih primerih, kot je pravzaprav tisto, kar počnemo. No in mi bomo sedaj iz Gadove peči počasi ob še kakšni slikici odšli na Ribniško. Ja, praznik fižola pa je prireditev, ki ni para, to smo rekli v lanskem letu. V letošnjem letu pa smo pogledali tudi k tistemu, kar smo začeli v uvodu. Ali razmišljajo o fižolu tudi še kako na drugačen način? Res, veliko vprašanj je bilo o tem pomembnem prehrambenem elementu znotraj naše slovenske kuhinje, pa vedno je bil odgovor, no, pri nas ga ne moremo veliko pridelati na Ribniškem. Pa vendar, no ja, praznik fižola se je zgodil na Ribniškem, če ne nazadnje, tudi zato, da so domačini skupaj spravili prireditev, s katero se predstavijo. Poglejmo. V Hrovači na Ribniškem pravijo, Ribničani imajo smen, mi pa imamo fižol. Moramo imeti svojo prireditev, sicer za nas nihče ne bi vedel. Vsa vas, več kot 50, jih stopi skupaj in organizirajo prireditev. Prireditev, po kateri se vas pozna že dolgo vrsto let. Več kot toliko pravijo ni mogoče, saj je prireditev delovno izjemno intenzivna, z velikim številom ljudi in tudi obisk je velik. Tako da moramo poskrbeti za vse, da so zadovoljni. In ko gre za prehrano, ni dovolj samo skuhati. Potrebno je še razdeliti, povedati. Ja, na koncu tisto najsvetejše predstaviti jedi, pokomentirati. In vse to je seveda tudi delo, ki je znotraj te prireditve skrito še, lahko rečem, na poseben način. In če smo prej v Gadovi peči govorili o načinu, lahko tu govorimo predvsem o tem, da je fižol tisti, ki je na glavni greh in vsebina znotraj same prireditve. In ko stopiš v kraj, vsaj 60-70% ljudi, ki so prišli, natančno vedo po kaj in samo to jih še zanima, ali bo letos spet kaj drugega, oziroma so zadovoljni s tistim, kar je, ker pravijo, da je vse tako okusno, da pravzaprav se splača tisto soboto oditi v Hrovačo.
Ljudje pa ne samo, da uživajo v teh kulinaričnih dobrotah iz fižola, ampak sprašujejo, lahko rečem tudi neumno. Mojo sošolko Anico je kar naprej ena gospa spraševala, koliko fižola, kakšnega fižola, kaj vse pridelujejo. Anica pa je polahko odgovarjala, da je samo Ribenčan tisti, ta nizki fižol, ki v njihovih krajih uspeva in da je predvsem klima takšna, da ta fižol pri njih ne uspeva preveč, ampak ker so veseli, da ga imajo, ker so Ribenčani tudi kakšno kilo drugod prinesli, so se s fižolovimi jedmi pravzaprav ukvarjali vedno v prehranskem smislu. In povejo tudi, da je fižol tisti prehranski element, ki daje 1000 možnosti za razne oblike samega prehranjevanja. To je popolno živilo in to ne samo v prehranskem smislu, ampak tudi v smislu naše prehrane na dolgi rok. Namreč fižol je uporaben vse leto ali pa celo več. Fižol je preprosto prehranska popolnost. Besede, ki jih izmenjujejo na stojnicah, so vedno dvosmerne in eni pripovedujejo, kako znaš skuhati, kako je potrebno narediti to za prško, spet oni drugi pa, no povej mi, kaj je tukaj v tem loncu, da bom ta pravo vzel, namreč 3 jedi se jemljajo in povej mi, kaj naj vzamem, da bom zadovoljen. Pa mnogokrat tudi kuharice ne znajo odgovoriti, saj ima vsak svoj okus in ta okus je drugačen. Moj tak, spet oni drugačen. Sprašuje se, katere začimbe so v tej jedi, zakaj so te začimbe tukaj, zakaj mora biti tukaj notri klobasa, če pa je to nek fižolov dan. Nekateri preprosto pridejo, lahko rečem, da na poceni nedeljsko kosilo, kjer si lahko rečemo na bogat način postrežijo z veliko kulinaričnih užitkov. Tu so juhe, tu so enolončnice, polpeti, mineštre, sladice, solate, celo torta na koncu. In vsi čakajo, hočejo torto, pravijo, da je to posebni užitek pojesti v Hrovači na tisti fižolov dan, fižolovo torta. Ja, celovitost vsega tega bi bila, no pa ja, ki je konec, namreč konca preprosto ni. Poslušal sem ženičke, ki so prišle pogledati, kaj se je letos skuhalo in pravijo, kruce fiks, vedno je nekaj drugače, vedno je malo spet v ono drugo smer. Moje prijateljice, ki pripravljajo to prireditev, pa pravijo, veš, to je tako, pri mami je bilo vedno malo drugače, to ni gostilna, danes je tako, jutri drugače, kakršne volje je bila ta naša mama. Tako se je seveda tudi ta jed, lahko rečemo, pripravila. No in kaj bi lahko tu dodal? Katerega od receptov? Nisem ga iskal, sam prisegam na fižolove jedi, ki so enostavne. Namreč fižol je sam po sebi tako dober, da pravzaprav ne potrebuje ničesar. Če pa že, potem prisežem na pečen fižol. Tega je oče vedno spekel pri nas doma, stara mama pa je nekaj godrnjala, pa nikoli ni bilo mesa zraven. Le zajetna žlica svinjske masti, pa čebula, pa moka, pa paprika, pa paradižnik, pa domač sadni kis. Ko je na vroče se to zlilo, kako lepo, krasno se je pokadilo, pa fižol. In če je bil ta fižol še svež, tisti, veste, iz strokov, krucifiks, to pa je bilo res dobro, saj takrat ni bilo teh zamrzovalnih skrinj, da bi ga ohranjali še tudi na zimo. Sedaj seveda to lahko naredimo. Kruh je bil še tisti, ki se je kadil in po možnosti vzeti iz peči. Ja, in naslednji dan vetrovi in pa potem v službo, kakšno državno po možnosti.
Ja, ko so otroci pripovedovali pravljice in pripovedke in recitirali pesmi, so o vetrovih znali povedati marsikaj. Sam pa povem, da ni potrebno pri tem receptu povedati nič. Namreč, ko si to spravil skupaj, si danes imel na razpolago nekaj, recimo samo fižol, spet drugi dan pa si lahko dodal tudi kaj drugega. Pravzaprav pri vsem tem ne bom nikoli vedel, ali je mesenka fižol izboljša ali fižol dopolni mesenko. In vprašanje je, ali sta eden drugemu sploh potrebna. Predvsem sem imel rad tistega ob krušni peči, ki sem ga prgišče pojedel kot bombončke ali pa tistega z jajčnimi bleki. Ta mi je bil še posebej všeč. In vse skupaj mast, čebula, ki ni smela biti prepečena, moka, ki ni smela biti prežgana, pa malo paprike in paradižnika, pa domač kis. In vse skupaj je bilo, saj sem že 3 recepte povedal, ne samo enega. In ja, v Hrvačiji je bilo kaj videti, od čevapčičev, pa vse tja do raznih minešter, pa tudi tistega najbolj enostavnega oljnatega, ko smo rekli, so ga imeli. In v Hrvačiji so pekli tudi pico s fižolom. Meni je bila predvsem všeč peč, na živ ogenj je bila, teh čevapčičev in vsega ostalega, kar ponavadi ponujamo, sem se naveličal. Sem pa videl sedaj že na veliko teh prireditvah, da s tem živim ognjem dosežejo element naše krušne peči in da to potem posegajo radi. Boste videli tudi v eni od prihodnjih prireditev. In rad bi, da bi rekel, da so tu v teh ribnici te fižolove jedi odkrivali na novo, da so nekateri prišli, ker spoštujejo pridne Hrvačane, ki so takšno prireditev pripravili, in tiste, ki so prišli na to prireditev, ker niso bili, lahko rečem, še nikoli razočarani. Ko sem se sprehajal po tem kraju, bomo mogoče pokazali tudi kakšno hišo, kakšnega pomembneža, ampak letos zagotovo nisem stopil v njo. Ko sem odhajal in si ogledoval kraj, ki seveda brez cerkve ne bi bil nič, sem iskal tistega Ribenčana. Pri moji sošolki sem pravzaprav ugotovil, da je Ribenčan pol visok fižol, ki so ga Slovenci hoteli tudi spraviti v ta nizkega, pa ni šlo, ampak dejansko v tem našem slovenskem okolju krasno dela, še posebej v teh težjih pogojih. In pri fižolih, pravijo, da so ga Inki imeli že pred 7000 leti, da imamo grmičarje, da imamo dračarje, preklarje, tudi na koruzi je tak fižol. In vse to sem si, kako lep nasad ali pa prikaz saditve fižola je bil pravzaprav pred samo vasjo Hrvača. In ko sem jih vprašali, boste pokazali, so rekli, ne, tega pa ne bomo kazali, nam ni uspelo v letošnjem letu biti najboljše. Sam sem pa se spomnil vseh tistih maminih načinov saditve fižola, ko je imela nekaj taniskega, ko je imela nekaj tistega za ustročju, ko je imela onega preklarja, ko je imela tistega na koruzi. Ja, vse to je bilo, če smo seveda znali dejansko v vlažnem in toplem podnebju skupaj spraviti fižol na temperaturah 18 do 25 stopinj. In vlaga je fižolu velikokrat škodila. Problem je bilo cvetenje. To je rastlina kratkega dne. Pa tudi gnojenje potrebuje. Pa ugodnica je 60 cm globoko naredi korenine. In vse skupaj je v tej Hrvači zraslo v nekaj, kar je neka lepota dogajanja pri našem slovenskem človeku.
Verjemite, da je znotraj teh vsebin skrito veliko tistega, čemur rečemo kmetijstvo. Da je znotraj tega v etnološkem smislu skritega veliko tistega, kar znamo postoriti tu znotraj tega našega podeželskega prostora. In vse skupaj ima hude prehranske osnove. O tem bomo govorili tudi še v prihodnjih oddajah. V tej pa, če niste ugotovili, da je znotraj skrita resnica o tem, da je tisto, čemur rečemo ljubezen, potovalo skozi želodec, potem odidite drugo leto na eno od teh prireditev.